Upam, da se dobro sliši, da boste vsi, zdaj tako, to je ta pojem, ki se ga vedno uporablja, ker me je malo sram, ker se malo pretenciozno sliši, da sem umetnik in filozof. Tako da v bistvu bi povedal to, da nekako mene obe poli zanimata, se pravi, prakticiram umetnost kot umetnik, hkrati se pa ukvarjam še s filozofijo, ne. Zdaj, na nekih točkah se to skupaj združuje, ni pa to nujno pogojeno, ne. Zdaj, ena stvar je, ki smo v bistvu v tem kontekstu akademije, mi je tudi vedno zanimivo v bistvu to vprašanje, vedno se govori o umetniški raziskavi, ta research v bistvu skozi se poudarja in vedno je nekako vprašanje, kaj to sploh je. In zdaj sem govoril z eno Francozinjo, ki tam uči na faksu, se v bistvu prav ukvarjajo s tem, nek zbornik zdaj probajo izdati, da se ukvarjajo, kaj zdaj ta umetniška raziskava sploh je. Tako da, kar bi rad poudaril, se pravi, to, kar boste zdaj videli, na nek način ni umetniška raziskava, ni povezana s tem, da bi mogel človek ali pa umetnik iti v pač neko tako globino ali pa neko tako interpretacijo podati o stvareh, tako da ne, prosim razumeti tega, da jaz prezentiram zdaj neko umetniško raziskavo. Gre za to, se pravi, kdaj sem se začel ukvarjati z Ohojem. Jaz sem 2 leti pa pol, 3 leta nazaj sem začel sodelovati z eno institucijo na Dunaju, ki je v bistvu v sklopu tega Erste Stiftunga, imenuje se Kontakt kolekcija in mene je ta direktorica te pač kolekcije povabila, če bi delal raziskavo o Ohoju, oziroma nekako sta skupaj prišla do tega, da bi mene to zanimalo. In sem se ukvarjal kar nekaj časa v bistvu z nabiranjem arhivskega materiala okrog Ohoja, pa neke interpretacije, pa intervjuje sem delal. Tako da deloma to, kar bom danes govoril, je deloma povezan z v bistvu mojim arhivarskim delom oziroma s tem pač nekim bazičnim arhivskim raziskovanjem in potem seveda pač vključitvijo tega filozofskega oziroma pač nekega miselnega procesa okrog tega, kako lahko nek arhiv, da ni samo mrtev, pač nek zgodovinski, ampak kako ga lahko oživimo skozi neko živo misel, ne. In zato pač tukaj uporabljam tudi filozofijo, tako da je tukaj v tem moji predstavitvi gre za nek preplet v bistvu arhivske prezentacije, hkrati pa neka že v bistvu filozofska interpretacija. Zdaj, neko stvar, ki sem se prej pogovarjala z Alanom, kar se mi zdi tudi bistveno, je, da večinoma teh prezentacij temelji na nekem informiranju, se pravi podajanju informacij. In meni je to vedno v bistvu strašno dolgočasno, da sem samo poslušal, kako mi nekdo v bistvu direktno suhe informacije predaja. In zato sem se jaz tudi odločil, da tudi če sodelujem na kakšnih konferencah, ki so bolj znanstvenega tipa, jaz obravnavam v bistvu filozofijo kot znanost in se vključujem skozi ta diskurs v to. Se pravi, tukaj ne bom zdaj zgodovinsko predstavljal Ohoja v smislu neke pač časovnice, ampak bom neke v bistvu tudi otenke oziroma neka poglavja iz arhiva, ki sem ga gradil zdaj 3 leta, pa ga še kar delam na tem, bom tudi predstavil, tako da bo neka taka kombinacija žive misli, v bistvu nekih potencialnih možnosti, nove refleksije in to je nekako ta odnos. Irvini pa pač pride v to zgodbo, kot boste pol tudi kasneje videli, skozi to, da se pač Irvine, oziroma bil sem asistent par let od Mirana Moharja, ki je v bistvu član skupine Irvin, tako da sem pač nekako živo izkusil ali pa pač nekako sem poslušal te zgodbe okrog Irvinov, pa poznam te materiale, tako da sem začel zdaj te dve sferi nekako obravnavati. Tako da zdaj bomo kar začeli, se pravi, to je to. A je že zdaj kakšno vprašanje ali še ni? Ni. Okej. Se pravi, začeli bomo z našo osrednjo institucijo, Moderno galerijo in zgodba gre nekako tako. Se pravi, tukaj vidite 2 koridorja, to je moja pač intervencija kot umetnik, sem naredil intervencijo na U3, neke vrste interpretacija stalne postavitve zbirke Moderne galerije in mislim, da je to na levi strani je v bistvu pač ta klasičen koridor ali pa prehod v bistvu modernizma, ki gre od ekspresionizma in formela nove podobe in tako naprej. Desna stran je pa v bistvu zgodovina avantgarde, a ne. In zdaj lev del tega koridorja, to v bistvu pripada nekako, ta razvoj pripada Kržišniku. Kržišnik je v bistvu, kot nekateri veste, bil v bistvu pomemben direktor Moderne galerije, ki mislim, da je bil zdaj, on je bil od 1957 do 1981, potem vmes je bil nekdo drug, potem pa pride pa Zdenka Badovinac, ki nastopi s tem programom, v bistvu, da je Kržišnik avantgarde, a ne, postavil na stran in ona potem to proba reaktivirati in proba vključiti avantgarde v
v bistvu slovensko nacionalno zgodovino. In zdaj, ko sem razmišljal to, v bistvu Zdenka nastopi kot direktorica leta 1993 in je bila direktorica do 2020. In ko sem se ukvarjal s tem, mi je takoj padla na misel v bistvu knjiga od Erika Hobsbauma, ki se ukvarja z izumljenimi tradicijami. In zdaj, ko sem bral nekako misli na to, da v bistvu se upelje neka nova tradicija, ki je bila prej izpuščena iz nacionalnega konteksta, se upelje nova tradicija, sem razmišljal to v bistvu na ozadju tega Hobsbaumovega teksta in pravi, da večinoma pač te nove tradicije nastopijo, kadar stare tradicije ne moramo več adaptirati na nek nov čas. In potem sta pa dve kategoriji, ki so zelo pomembni, zakaj do tega pride, se pravi, da ne moramo več starih tradicij aplicirati na nov čas, pride zaradi tega, ker v bistvu se radikalno spremenijo družbena razmerja, ali pa se spremeni, se spremeni odnos med ponudbo in povpraševanjem. In če gledamo v bistvu leto, kadar nastopi Zdenka, je v bistvu leto, takrat se začne ta osamosvojitev, oziroma smo že osamosvojeni, se pravi, Slovenija rata samostojna država, se pravi, prvi pogoj po Hobsbaumu je izpolnjen, se pravi, pride do nekega radikalnega premika, iz socialistične republike, Federativne republike Jugoslavije pridemo v nacionalni slovenski prostor. Druga stvar je pa to, da se v bistvu veliko stvari privatizira in se tudi v bistvu to ponudba in povpraševanje na trgu spremenita. Tako da to je recimo ena možna stvar, zakaj je sploh bilo možno, da se govori o neki zapostavljeni tradiciji, da je tudi v bistvu cela družbena shema, cela družbena struktura nekako bila na to nastavljena. Zdaj, tretja točka, ki pa se bom držal kar čez celo to predavanje oziroma pogovor, kolikor ga razumete, upam, da bo tudi dialog postal, je pa v bistvu tekst Borisa Greusa, to je pač en zelo pomemben teoretik, ki je 2015 ob 30. obletnici Irvina napisal nek tekst, kjer postavi pač to paradigmatsko vprašanje, če je NSK v resnici izumil slovensko avantgardo. Zdaj, nekateri poznate skupino Irvin, tako da ne bom zdaj šel v to, ampak v bistvu skupina Irvin s tem nekim retro principom, v bistvu retro avantgardo reaktivira recimo zapostavljene ali pa neke znane simbole iz zgodovine, pač večinoma evropske zgodovine. In zdaj Boris Greuss zastavi to provokativno vprašanje in seveda na njega odgovori z da in ne. Najprej reče, da ampak je res, da je NSK izumil slovensko avantgardo. In to argumentira na način, da prej ni bila vključena v nacionalno zgodovino, zdaj pa, ko nastopi NSK s svojim projektom oziroma Irvini s svojim projektom, se pa kar naenkrat to vključi v nacionalno zgodovino. In seveda se tukaj vprašanje postavlja, kako je sploh mogoče, da bi recimo umetniška skupina izumila zgodovino neke pač nacije, če pa vemo, da to počnejo institucije. Kako zdaj to, tukaj pride do nekega takega zelo zanimivega paradoksa, ki bi ga lahko še naprej raziskovali. Ampak tukaj opozarjam na eno stvar. Daniel Grun je izdal, to je moj prijatelj iz Slovaške, ki je tudi vodi Julius Scholar Society, zelo pomemben umetnik iz Slovaške, Julius Scholar. In on je izdal neko knjigo, ki se v bistvu ukvarja z samo historizacijo umetnikov v centralni in vzhodni Evropi. In tam kaže na to, da v bistvu institucije v tem obdobju po 60 letih totalno zapostavijo avantgardo, konceptualizem in tako naprej in zaradi tega morajo umetniki sami sebe organizirati svojo lastno zgodovino in to se mi zdi tak zelo lep primer tega, kako je možno sploh, da bi na primer neka umetniška skupina oziroma kolektiv organiziral nacionalno zgodovino. Zdaj, druga stvar je potem pa reče Greuss, ne, to ni mogoče, da bi NSK izumil nekaj takega, ker in gre zelo na neka čudna pota, zelo taka heideggerijanska, da je v bistvu to nekako zelo specifično, avtonomen pojav v slovenskem prostoru in je nemogoče, da bi ga izumili, ker pač izhaja iz nekega koncepta zgodovine oziroma nekega zgodovinskega razvoja. In tukaj seveda zdaj pač se pojavljata te dve možnosti. Ena možnost je to, da je v bistvu slovenska avantgarda konstrukt, ki se je pojavil zaradi teh nekih sprememb v družbi. Druga stvar je pa to, da dejansko NSK samo osvetli nek zgodovinski razvoj, to, kar jaz zagovarjam, nek zgodovinski razvoj od začetka 20. stoletja do danes in to bomo zdaj mogoče malo bolj natančno pogledali. Zdaj, zelo pomembno je to razumeti to, da v bistvu pred
Irvini je recimo avantgardistična skupina, zelo pomembna, ki se imenuje Oho, ki jo najbrž poznate. In ta skupina v bistvu ima zelo zapleten odnos do institucij. Se pravi, treba razumeti, oni sami sebe niso samo historizirali, to, kar se govori recimo v tej knjigi, ki sem jo prej navedel. Oni imajo čisto nek drugačen pristop do tega in zdaj bomo malo pogledali, kakšen je odnos Ohoja do v bistvu institucij. Zdaj tako se zgodi. Marko Pogačnik je eden izmed glavnih v bistvu protagonistov Ohoja. Predvsem on ima zelo kompleksno zgodovino z institucijami. To seveda izhaja iz mojega arhivskega dela, tako da če kdo kogarkoli zanima, mu lahko pošljem tudi dokumente o tem. Se pravi, prvič se zgodi to, da 1963. leta, to sem hotel, to sem pozabil, to moram še omeniti. Te zeleni perspektivi so v bistvu prvi moment, ko Marko Pogačnik nekako resno pogrunta, ugotovi, da je treba Oho historizirati oziroma ga vključiti v muzejske zbirke, naredi v bistvu serijo teh zelenih perspektivov in jih podari Moderni galeriji, Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu in v Beogradu. Tako da nekako proba s tem portfolijem Ohoja nekako vključiti Oho, da ne bo izginil iz nacionalne zgodovine. Se pravi, to je prva točka. Predtem je pa zelo nasprotoval, se pravi še v času Ohoja, pa zelo nasprotoval, da bi Oho ratal institucionaliziran, se pravi, ker so imeli neke druge principe. In zdaj gremo na leto 1963. Leta 1963 je v bistvu Marko Pogačnik skupaj z Iztokom Geistrom oziroma Iga Plamenom izdal dijaški list oziroma dijaški časopis, ki se je pač letno izdajal, vedno ga je zadnji letnik gimnazije izdal. In ker se nobeni prijavil, so se prijavila Marko Pogačnik, njegov sošolc Iztok Geister, kasneje v Ohoju poznan kot Iga Plamen. Plamen izhaja iz tega momenta plamenice, se pravi kot začetek. Potem pa je bil še en zraven Marjan Ciglič, ki ga mogoče nekateri poznate. In to, kar vidite v bistvu gor na skrinu, je v bistvu ta revija. In ta revija je povzročila totalno ogorčenje, tako da Marko Pogačnika so zaradi te revije poslali na psihiatrijo, so ga hoteli hospitalizirati in sreče je imel to srečo, da ko je prišel do te najvišje instance, ki ti lahko odvzame to svobodo, je bil v bistvu tega Frana Miličinskega Ježka. Brat je bil psihiater, ki je bil pa zdaj svobodnega duha in je rekel Marko Pogačniku, da je vse v redu, da ni nor in je v bistvu ga potem nekako je bil oproščen tega, da bi bil pač nor. Isto Geister še sam ne ve, zakaj, ker sem z njim delal intervju, zakaj nobenega ni v bistvu, ki je dosti kritiziral, niti ga se niso z njim ukvarjali. Ukvarjali so se pa z Marjanom Cigličem, zato ker Marjan Ciglič je bil pa član stranke mladih komunistov. In v arhivu, imenuje se arhiv Ljubljana, enota Kranj, v bistvu so vsi dokumenti noter, to zelo redko kdo ve, cela Plamenica je noter, potem so intervjuji z Marjanom Cigličem, ki ga v bistvu slišujejo te oblasti, se pravi, cel arhiv tega dogodka je tam. Druga stvar je to, da ravnatelj v bistvu osnovne šole Miha Mohar, on je v bistvu bil kaznovan najprej je bil izključen iz komunistične partije, potem se je pritožil, obrazložil, kako pride do tega pač momenta Plamenice in potem ga nazaj pač vključil samo z opominom v komunistično partijo, se pravi, ravnatelj je tudi nastradal. Potem pa v bistvu njihova razredničarka, gospa Žagar, je pa v bistvu bila na dolgi bolniški odsotnosti zaradi tega stresa pa groženj, da bo izgubila službo, tako da je pač bila na nekem dolgotrajnem bolniškem dopustu zaradi tega strahu. Se pravi, to je prvi primer leta 1963, v bistvu že pride Marko Pogačnik na vzkriž z institucijami. In potem seveda do 1966 on še kar v bistvu nekako ima to željo, da bi razstavljal v galerijah, pa da bi bili del nekih recimo razstavnih prostorov in povabil ga v Prešernovo galerijo. To je bilo julija 1966, kjer naj bi razstavljal s 3 umetniki, jaz jih zdaj sicer ne poznam ostalih, ampak naj bi bili pač Tušek, Marčel pa Pogačnik naj bi skupaj imeli razstavo in takoj, ko Pogačnik postavil svoje dela, pridejo neki pač ljudje in rečejo, ne, on ne sme tukaj razstavljati in ga izključijo iz razstave. In potem Marko Pogačnik naredi ta zelo znano gesto, ki pride v bistvu v galerijo vsak dan in ima okrog vratu tablo, na kateri piše, ker mi ne pustite razstavljati mojih del, razstavljam samega sebe in to se razume kot enega izmed prvih performansov v Jugoslaviji, ker v bistvu razstavlja samega sebe vsak dan. Ni mu prepovedano prihajati na to razstavo kot obiskovalec, zato v bistvu razstavlja samega sebe kot obiskovalca, kot umetniško delo. Se pravi, tretji moment je bil pa na Filozofski fakulteti istega leta, oziroma to je bilo še prej, to je bilo še pred tem, je pa v bistvu razstava Dajla.
To je neka zanimiva zgodba, kako je dalje, ker ne bomo zdaj šli prav v to, ampak ta dajla je zanimiva iz tega vidika, da v bistvu se zgodi neko razstave, so pripravljali na Filozofski fakulteti v Avli in tam v bistvu spet ugotovijo, da je tam Marko Pogačnik in tudi to je v teh tribunah, ta starih, v bistvu so te intervjuji pa napad na v bistvu dekana Filozofske fakultete zaradi te razstave in podobno je objavljeno, isto mu grozijo s sankcijami in tako mogoče malo kot spektakel lahko pač omenim, da po vsej verjetnosti bi to Stanko Gogal, ne piše točno, kdo je bil, ampak v bistvu je mogel se zelo hitro upokojiti, ker ga je zdela kap, pač zelo hitro po tem dogodku. To so nekako, rečemo, te trije dogodki, ki so pomembni za uho. In ko sem delal z Markom Pogačnikom v bistvu intervju, me opozoril tudi na v bistvu ta eksces, ki se je zgodil okrog razstave Tomaža Šalamuna. Tomaž Šalamun je tudi del skupine Uho, tudi zelo znan slovenski pesnik in njemu se zgodi v Prešernovi galeriji podobna usoda. Zato vidite to morje, na primer, gor. Ta razstava je bila pa samo en dan, v bistvu potem so jo pa zaprli in to je bilo to in potem ta tribuna oziroma ta Gorenjski glas je objavil neko analizo v bistvu tega dogodka, zakaj je bilo to vse skupaj zaprt. In direktor Loškega muzeja, zdaj ne vem, po mojem je to Škofja Loka, Andrej, kako se je pisal, Pavlovec, on v bistvu napiše, da to njega čisto nič ne šokira, ker je v bistvu to že se zgodilo v bistvu Černigoju in tržaškim konstruktivistom, da so jih izključili, na to se bomo še malo vrnili. Direktor Prešernove galerije pa takrat zgubi službo, Cene Avgustinčič, ker pa so ga že tokrat opozorili na te ljudi iz Uhoja ne vod na te razstave, on jih je pa kar ustrajal, pa jih je vodil oziroma povabil na razstave. In ko on zgubi službo, to mi je povedal Marko Pogačnik, ima on poklon del gozda v Podvinu, kjer reče, zdaj niste več v instituciji, zdaj lahko pa delate to v umetniške akcije v mojem gozdu. In takrat se začnejo, v bistvu prvi začnejo dogajati te premestitev Uhoja iz institucije v bistvu v naravo, ki je pa najbolj ključen del. Se pravi, to so te primerki, to je David Nes, WC papir na drevesih. In v tem gozdu se zgodi en zelo pomemben premik za Uho. In tega se spominja zelo dober Milenko Matanovič, tudi član skupine Uho, in me opozoril neko stvar, ki prej sploh nisem o njej razmišljal, in nekako tega se pač tudi bo vrtelo to predavanje. In to je v bistvu koncept igre. Ki je on pač začel razlagati, ko smo mi prišli v ta gozd, mi nismo imeli nobenih izdelanih konceptov, kaj bomo delali, ampak mi smo se samo igrali, uporabljali smo sredstva, ki smo jih imeli, ni bilo nobene želje, nismo imeli kaj sporočiti, ampak mi smo se samo igrali nekako v odnosu do narave, pa kaj je bilo takrat bistveno, je bilo to, da v bistvu oni potencirajo sam moment narave. Se pravi, ne da aplicirajo lastne koncepte na naravo, ampak da nekako potencirajo to, kar že narava sama dela. To se bomo tudi na to vrnili kasneje, da bomo videli. Recimo Marko Pogačnik ima malo drugačen pristop, ko pride do tega igranja. On ni tako, on je veliko bolj racionalno prisoten v tej svojih strukturah. Vse sheme, večinoma, ki jih boste videli od Uhoja, izhajajo izpod rok Marka Pogačnika. No in še to lahko omenim, recimo isto Hanžek je tudi v tem konceptu igre se zelo pač najde in Našo Križnar v tem novem dokumentarcu, ki je v bistvu v zgodovini slovenskega avantgardnega filma, ki je pred kratkim izšel, tudi on sam reče v tem v bistvu intervju, reče, vse, kar smo počeli, smo se samo igrali. In zdaj meni ta igra konstantno hodi po glavi in jaz ne vem, kaj naj s tem naredim in se v bistvu spomnim, da v bistvu koncept igre zelo temeljito obravnava Friedrich Schiller. In tukaj zdaj nastopi ta del, to smo se malo bili v arhivih, pa tako, zdaj pa nastopi pač ta filozofski del. Kako jaz pač gledam na neko pač umetniško prakso skozi filozofsko prizmo. Schiller je napisal, se pravi, veliko v bistvu filozofov v 18. stoletju se je ukvarjal s tem konceptom igre v nekih različnih kontekstih. In Friedrich Schiller v svoji knjigi v bistvu o estetski oziroma pisma o estetski vzgoji človeka v bistvu je osreden koncept tega pač je igre oziroma on temu reče pač play drive oziroma Spieltrieb, neke vrste, ko bi to v slovenščino prevedli, neka igra gona oziroma pač, ja, recimo tako nekaj. In kaj je pomembno, recimo za to moj pač filozofski del je zelo pomemben to, da bom jaz to navezal kasneje na Kanta in bom pokazal, iz kje to izhaja iz Kanta in
gremo. Ampak najprej vzamemo v analizo oziroma malo se sprehodimo čez knjigo o estetski vzgoji človeka. V prvih parih pismih Schiller tam v bistvu kritizira državo kot tako. Zelo so vsi bili razočarani nad projektom razsvetljenstva. V bistvu ta ideja, da imaš ti neko racionalno urejeno neko celoto, neka pravila, je v bistvu po francoski revoluciji nekako propadla in romantika kot gibanje, kateremu pripada tudi Schiller, se odzove na to. In v tej knjigi on analizira v bistvu, kakšne so razmere in on že takrat v bistvu se ukvarja s tem, kar potem kasneje Marx od njega prevzame, to je v bistvu ta koncept alienacije, da je človek v kapitalistični industrijski družbi odtujen od samega sebe in predlaga, da je v bistvu ta koncept igre tak, ki bo človeka pripeljal nazaj do samega sebe oziroma da se bo lahko samo realiziral. Se pravi, to je prvi del. In zdaj, če pogledamo, odkje sploh on vzame ta koncept igre, on ga v bistvu vzame iz Kanta. Kant ima v bistvu v kritiki čistega uma in v zadnji, tretji kritiki, kritika, ni podebitvena moči, ampak kritika, pač ta estetika njegova, kritika razsodne moči se imenuje. On tam vpelje v bistvu koncept igre, ki pa ga imenuje pač koncept igre, no, se ni važno, pač ta free play, to je pač nek koncept, ki ga on uvede in on tam v bistvu reče, da se reče pač, da ta pač igra, ne, v njegovi strukturi je v bistvu na nek način igranje med imaginacijo, bi lahko poimenovali, oziroma pač temu se reče Einbildungskraft, oziroma v slovenščini se to prevaja kot upodobitvena moč, da je to igranje med razumnim oziroma razumevanjem in v bistvu imaginacijo, domišljijo, ne, pač, oziroma upodobitveno močjo in ta koncept igre v bistvu konstantno skače, ne, med tema dvema. In zdaj, če samo na hitro pogledamo, kaj je po Kantu pač ta Einbildungskraft, je v bistvu nek princip, kot vi nekateri veste, v zgodovini filozofije se vedno človeka deli na neka dva elementa, en je pač ta čuten, drug je pa razumski. Ne. In zdaj ta v bistvu, kaj je domišljija po Kantu, je to, da v bistvu razum ni niti kot nek sintetičen pojem, ki ni niti razum, niti ni totalno čutno. Se pravi po Cobbettu ni razum, je malo manj kot razum in malo več kot čutno. In ta v bistvu koncept se potem nekako tudi prenese na Schillerja, da bomo recimo lažje razumeli, kaj je v bistvu ta koncept te igre, a ne, te proste, svobodne igre. In zelo pomembno je to, da v bistvu ta free play, ne, v kritiki čistega razuma, oziroma v čisti kritiki razuma, govori prav o tem, da v bistvu ta free play, Kant pravi, ne proizvede koncepta. To je zelo pomembna stvar, ne, ker oko se vedno razume v prizmi konceptualizma. Ne. Zdaj, ta koncept je koncept, ki se imenuje v angleščini, se to tako prevaja, to je v bistvu begrif, nemški izraz, ki se ga včasih prevaja v slovenščino, večinoma tudi v kontekstu Hegla, kot pojem. Ne? In to je zelo pomembna stvar. Se pravi, ta free play oziroma tudi v bistvu ta free play oziroma ta prosta igra ne pripelje posameznika do nekih racionalnih spoznanj oziroma nekih konceptov oziroma pojma, ki je po Heglu najvišja oblika, nekako, ne najvišja, ampak pač neka oblika spoznanja. Ne? In zdaj, da ne bomo preveč šli v to, je pomembno samo razumeti, da Schiller, ko uporablja ta koncept te igre, ne, je v bistvu apliciran na podobno strukturo, na odnos med razumom in pač čutnim, ne, in vedno govori o tem, da je treba se izogibati dominanci razuma ali pa dominanci čutnega, to, kar se ponavadi ne razume čisto tradicionalno kot filozofija romantike, ampak zdaj to pustimo zdaj ob strani, da ne bomo predolgi. Ena stvar, ki se mi zdi tukaj zelo zanimiva in bo pomembna tudi za naprej, je to, da v bistvu skozi to prosto igro nekako pride do svobode. Se pravi, tukaj se nekako useli ta pojem svobode, ki, kot vemo vsi, je za umetnost zelo pomemben in še danes se s tem ukvarjamo, izumi ga nekako oziroma pripelje ga v prvi plan razsvetljenstvo in potem se vsi z njim ukvarjajo. Kant se ukvarja s to svobodo, potem se ukvarja cela romantika, Hegel, vsi v bistvu konstantno uporabljajo to svobodo. Svoboda se še danes uporablja kot eden izmed temeljnih konceptov neke razvite družbe. Univerza to uporablja,
na napisu na secesiji je pač glavni napis na Dunaju na secesiji piše umetnost je svobodna, bla, bla, tako. Se pravi, ta svoboda in umetnost je konstantno, svoboda in filozofija, svoboda in družba je zelo pomemben koncept, ki nekako je tudi zdaj že malo zamrl, ampak jaz tukaj v bistvu ga upeljem nazaj in nekako gledam se ukvarjam s to svobodo deloma, se pravi, ugotovim, da je za Schillerja pogoj za svobodo v bistvu ta igra, se pravi, da nismo niti na strani razuma, niti na strani uma. Pomembno se je zapomniti zdaj to. Tukaj bomo zdaj naredili en tak krajši ekskurs nazaj v bistvu na oho. Oho se tradicionalno razume v kontekstu reizma. Reizem je pojem, ki izhaja iz Heideggera, se pravi, oziroma osnovanje na Heideggerovi filozofiji. Reizem v bistvu res je latinsko pač stvar in zdaj nekako oho naj bi se ukvarjal vsaj v zgodnji fazi s tem, da v bistvu naj bi pustil, da stvari same govorijo, da so stvari same na sebi. Se pravi, ne, da mi kot ljudje oziroma antropocentristično koncepte na njih projiciramo, jih uporabljamo, ampak oho v začetni fazi se ukvarja s tem, da proba iz predmeta nekako pusti, da je predmet tak, kot je, sam na sebi in proba v bistvu predmet nekako ga dvigati. To, kar smo že rekli prej pri naravi, se v hoju dogaja skozi ta reizem, se dogaja tudi v odnosu do predmeta. To je na nek način, čist na kratko razložim, da ne bom preveč v zmedu, se pravi, to se zgodi pri Heideggeru, ki ima pač tam ima neka dva koncepta, v bistvu izpostavil, to je ta Vorhedenheit pa Zuhedenheit, se pravi priročnost pa readiness, to je readiness to hand pa present at hand v angleščini se prevaja. Čist na kratko, da boste bolj razumeli, predmet ima po Heideggeru, kar tudi vzame potem ven iz tega reizma, ima dve modalnosti. Ena modalnost je pač ta uporabnost predmeta, ki imamo skozi, on da primer kladiva, namen oziroma esenca kladiva je to, da ga mi uporabljamo za zabijati žeblje. In kadar ga mi uporabljamo za zabijati žeblje, je predmet kot tak podrejen našim željam oziroma naši uporabnosti, ker se pa kladivo zlomi, pa v bistvu rata kladivo samo na sebi, ker nima več te funkcije. In to se da aplicirati, ne vem, na dušoma, da se na vse živo aplicirati, ampak v kontekstu ohoje je to zelo pomembno razumeti. Zdaj, moja teorija je okrog tega, to ne bomo zdaj, zato ker je zelo komplicirano, pa še niti jaz tega nisem tako dobro razdelal, samo nekako si predstavljate to, da večinoma se razume oho v kontekstu, rečemo, te heideggerijanske, fenomenološke pač prizme in se danes, to sem tudi jaz malo se s tem ukvarjal, se ga proba nekako dvigati oziroma napeljati na ekologijo, pa recimo na Bruno Latourja, pa na Timothija Mortona in podobne skozi to object-oriented ontology, ki se zgodi pač zelo pomemben premik, to je ta Dan Harman, Graham Harman, ja. V bistvu, ki je napisal to knjigo Tool Beings. Zato ni važno, ker se prav ukvarja s tem Heideggerom in pol razvijajo svojo teorijo in zdaj po njihovo obstaja samo še odnosi med objekti in objekti. Tradicionalno v humanizmu se gleda tako, da imaš ti odnos med subjektom, se pravi med človekom in objektom, to, kar je tudi Kant zagovarjal, naprimer, da mi razumemo cel svet samo skozi neko lastno subjektivnost, seveda pa predmeti kot sami na sebi, Ding an sich, obstajajo v svetu. In to nekako v tem sklopu se razume oho, kaj pa jaz zdaj delam, jaz pa zdaj ta oho probam nekako razumeti na drugačen način. Se pravi, ne seveda, da bi ta reizem zdaj dal na stran, ampak hočem samo povedati, da se da skozi različne recimo smeri vstopati v oho in se ga da razlagati. No, upam, da vas nisem preveč tem zmatril, tako da zdaj bomo šli na malo bolj zabavne stvari, naprimer dobro, tukaj so še te pač naš okrižnar, ima te pač bele ljudi, pa malo tako se mi zdaj zabavno pokazati v bistvu ta koncept igranja, kako v bistvu se ga vidimo. To je film, ja. To je na YouTubeu, si lahko pogledate. Ja, ta je edini dostopen na YouTubeu, ja. No, zdaj se pa pač vrnemo k Irvinu. Zdaj pa to spet, zdaj se moramo razmišljati, spet se moramo nazaj mentalno vrniti do tega Greussa, pa zdaj je NSK izumil v bistvu tradicijo avantgarde in podobno. In zdaj pač prvo mi samo na hitro pogledamo to, zdaj ne bom vas s tem moril, ampak fora je že v tem, se pravi, to vidite, to je tribuna iz leta 77, mislim, da je 78, moram preveriti, mislim, da se ni važen. Pač. Ta tribuna je, pa po mojem je prav napisan, 77. In to, kar vidite, v bistvu je projekt Dušana Mandića,
ki ga je naredil leta 1973 na srednji šoli za oblikovanje. In on je že takrat, v bistvu to je projekt, ki je nekako posvečen Ohoju. Se pravi, že v srednji šoli, še pred Irvini, pa preden tam v Škucu, pa to v bistvu ga fascinirajo Ohojevci. In kaj naredi? V bistvu pobarva mizo pa stole na belo, pa te flašo pa kozarc, postavi to v park Tivoli in fotografira. In to je njegov v bistvu omaž Ohoju. Kako se to pojavi na naslovnici Tribune, tako da on istega leta pošlje to na Tribuno, se to zgubi nekaj časa, je nekaj na mizi in potem daje to na naslovnico par let kasneje in on do danes ni vedel, da to sploh je bilo na Tribuni, dokaj jaz nisem pač to v arhivih najdel in sem se spomnil, da mi je o tem razlagal in sem mu pač pokazal in je bil zelo navdušen, da je to pač, se pravi, to je nekako Irvinin Oho, prvo nekako srečanje že pri Dušanu Mandiću v zelo mladih letih. Potem imamo ta znan projekt, ki je v bistvu takoj, to je 1985 in ta projekt je v bistvu posvečen Ohoju. Takrat so bili štirje elementi so. Imamo voda, ogenj, zrak pa zemlja. Ne? Te štirje osnovni elementi, ki naj bi bili pač referenca na Oho, so tudi motivi iz Ohoja pač naslikani in pustijo, da se te slike nekako v odnosu do tega. Se pravi, Roman Uranik je dal, ne vem, sliko je dal na streho, ki je bil kar zrak, pa se je pelil iz Trboli, s tem, kaj je, do Ljubljane, mislim, da je Borut pomočil Vogelnik sliko v vodo, v Ljubljanco, da je v bistvu pustila črto in to so te štiri slike. A ne? Zdaj, enega je pač z ognjem, pač žgal sliko, mislim, da Andrej Savski, Dušan je pa pač to v zakopu sliko v zemljo, ne, ker se je ukvarjal z zemljo. In zdaj je vse v redu. Ja. Vprašanje, štiri slike so štiri avtorji, to ni bilo še Mohar zraven. Mohar je takrat delal v bistvu z Živadinom, je v bistvu to scenografijo. Ne. Pol kasneje pač pride zraven. Ampak kaj pa je zanimivo, ne? Kaj je v bistvu bila poteza, zelo zgodna poteza Irvinov je bila to, kar bomo zdaj videli, je to, da grejo direktno do Marka Pogačnika in od njega, to tudi ne ve veliko ljudi, ampak grejo do Marka Pogačnika in ga prosijo, če lahko pisno izjavo, da je v bistvu Irvin nekak naslednik Ohoja, da obstaja neka povezava med Ohojem in Irvinom in to je ta dokument, ne, izjava Marka Pogačnika, kjer zatrdi za to slike, za ta pač serijo slik, da je to v skladu z Ohojem in se podpiše in to je dokument, v bistvu zgodovinski dokument, kjer proba ne to, da bi Irvin izumil Oho, ampak proba nekako samega sebe pač pokazati kot naslednico, kot nadaljevanje neke ideje, ki se je začela v samem Ohoju. In zdaj, če gremo še malo nazaj. Zdaj se ukvarjamo s tem, to je neka zelo specifična povezava, ne? Se lahko spomnimo na to, da recimo, kar Marko Pogačnik naredi ta pač svoj performance v Prešernovi galeriji, se že začne govoriti, se to ni nič takega, isto se je zgodilo tudi že konstruktivistom. Ne? Ker v tej sobi, v Moderni galeriji imate najprej impresionizem, v redu, pol imate konstruktivizem, Černigoj, Kosovel, pa še recimo te dva glavna protagonista konstruktivizma, pa so partizani, pa imamo pa Oho pa Irvin. Ne? Se pravi, to, kar se govori o tej avantgardi slovenski je to. By the way, se do pred kratkim, mislim, to je treba zelo natančno razumeti, da o avantgardi na Slovenskem se tudi kaj dosti ne govori, niti kaj dosti ne piše. Aleš Erjavec pa te so naredili ta inštitut za estetiko, mislim, da so prvič 83. leta, v bistvu smo imeli publikacijo, mislim, da si še ti delal za 85. leta, da si ti delal še dizajn za njihovo konferenco, to je Društvo za estetiko, ker imam te nekaj v arhivu svoje, imam še te mapce pa te stvari, pa tu publikacije. Sem pa odkril eno zelo zanimivo stvar, preden gremo na Kosovela pa na Černigoj, sem odkril, da v bistvu sestra od Tomaža Šalamuna je v bistvu leta 1972 že v znamenjih v bistvu izdala knjigo o Antonu Podbevšku. In tam, kaj je zanimivo, je v bistvu to, da ona razume avantgardo kot antiantropocentristično, kar je v resnici tudi veljalo za Oho, oziroma se je Oho interpretiralo čez to prizmo. Če se sam spomnite nazaj, kaj to pomeni, da jaz kot človek ne vsiljujem svojih idej na predmet, ampak da sem nekako postavim se v odnosu do sveta, do narave, se postavim v neko horizontalno linijo. In zdaj pa, če malo pogledamo, se pravi, gremo zdaj pač na to obdobje, zdaj Podbevšek je za mene dosti nov, jaz se nisem kaj dosti Podbevškom ukvarjal, ampak Podbevšek je malo kompliciran
zaradi tega, ker pač malo vključuje ekspresionizem, malo tako, pač neka komplicirana zgodba je kot Podbevška, ampak se ga pa razume kot nekega začetnika slovenske pač avantgarde. In Kosovel seveda pač nekako naj bi bil vplivan strani Antona Podbevška tudi. Pa treba je še to razumeti, da to, kar gledamo zdaj, kar vsi poznamo, to je bilo tudi v bistvu, sploh se ni vedelo, da obstaja Kosovelova poezija, ki je konstruktivistična, zato ker je imel Antonov Cvirk v bistvu to zaprto v svojem predalu, ker ga je bil strah, da bo v bistvu, in to je bilo ful časa trajalo, to mislim, da celo tam v 80-90 se je šele v bistvu to sploh odkrili pri Kosovelu. Prej smo ga vedno razumeli kot nekega impresionista, pa unik Kras pa to, pa ne vem, sedim in pišem pred mojim oknom zlato sadje, bla, bla, te pač tako. To je pa v bistvu konstruktivizem. Janez Vrečko se s tem zelo veliko ukvarjal in to je v bistvu zelo pomemben moment pri Kosovelu. Se pravi, zgodovina avantgard se začne v bistvu pri Kosovelu tudi s temi momenti, ker so v bistvu to konstruktivistične, on govori besede grejo v prostor in take stvari. To pač, ne bom zdaj to pač šel v to, kako se to dogaja v sklopu pač avantgard, ampak pomembno si zapomniti, da Slovenija ima absolutno zgodovino avantgard, ki se nanaša druga, se pravi, je šlo za razvoj, je bila komunikacija, ni to tako, da si nekdo kar izmislil nekega človeka, ki bi bil popolnoma odtujen od družbe. Se pravi, ta Grojsova teza se tukaj že malo zaniha. To poglejmo recimo Černigoja. Černigoj je tudi zanimiv iz tega vidika, ker je v bistvu, on je bil dobesedno izgnan iz Ljubljane zaradi teh v bistvu kontrareliefov, ker v bistvu se referirajo pa na Tatlina. Ne? To je v bistvu zanimivo že, da se zelo zgodaj začne dogajati, da se razume ta pač odnos suprematizem, pa konstruktivizem, pa stvari grejo v prostor, to je pač glavni koncept nekako konstruktivizma. Ampak ena stvar, ki se mi pa zdi zelo pomembna, pa mogoče se boste z njo vi identificirali, je to, da Kosovel pošlje Černigoju že pač neko notico, ki mu pravi, se lahko preberete, jaz to berem. Za zdaj v Ljubljani ni ničesar, zate rad bi, da prideš, ampak tam je strašen propad. Ne, v bistvu. Že takrat v bistvu vidi se pri Antonu Podbevšku, vidi se pri v bistvu Kosovelu in Černigoju se vidi, da v bistvu ta avantgarda, v bistvu te osamljeni posamezniki avantgarde jih čaka zelo kruta usoda v bistvu izključitve iz družbe. Ne. Kosovel mlad umre, Černigoj se preseli v Trst, pa tam pač dela neke stvari, pa se ne ukvarja več kaj dolgo s konstruktivizmom, Podbevšek pa pač ima neko tudi svojo usodo. Ne. Tudi je izključen, pa ne vem, da to se bo grdo slišalo, ampak recimo, mislim, da je oče od Leva Krefta je bil zelo nastrojen proti Podbevšku in to so citati, ki pravi, da to pa je katastrofa, kar on dela. No. Ampak sem tako malo, da si predstavljate, da je ta v bistvu zelo burna zgodovina avantgarde, ki se začne v bistvu nekako analizirati tam, recimo v 80-ih letih obstaja pač nek lik Flakar, ki se že s tem prej ukvarja, sam ne toliko specifično s tem področjem, bolj s to rusko avantgardo. Dobro, imamo še nekaj časa, tako da lahko nadaljujemo. Toliko sem, da malo tako, ne. Zdaj bomo prišli počasi do Irvinov pa te NSK države. In zdaj, kaj se zgodi? To vam razlagam zdaj proces, ki bo se še pač dogajal še naprej. In jaz v bistvu se ukvarjam s tem zdaj Ohojem, pa s tem Šilerjem. Ampak pol se spomnim, da je napisal pa Boris Grojs nek tekst, to je isti tekst, ki sem ga prej pač citiral, ne, isti tekst ob 30. obletnici NSK države, pa pravi, da je v bistvu NSK država romantična država. In sem rekel, super, zdaj pa imam vse v redu in grem to spet nazaj brati in ugotovim, da v resnici niti enkrat ne omeni Šilerja, ne, Boris Grojs. On v bistvu meša malo koncepte, govori o romantični državi, pol se nanaša na Hegla, zaradi tega Koževa, ker je on full fan tega Koževa, tega Hegelijanca, ki je učil Lakana pa te Hegla. Malo to meša, pol Heglovo univerzalno državo, zelo pomembno je pa to, da on tam upelje pojem pač romantične birokracije, ki ga bom kasneje malo bolj razložil. Pomembno je samo to razumeti, kako zdaj pride Šiler v teh pismih, v 27. pismu upelje koncept estetske države, se pravi na začetku kritizira v bistvu državo, potem pride do te pač individualne iskanje individualne svobode skozi igro in tako naprej in potem v zadnjem pismu to aplicira, da popolna država je bila umetniška država, ne, oziroma estetska država, v katerem bi lahko posamezniki svobodno živeli in pač to zelo na kratko pač upiše, ampak je zelo zanimiv koncept. Tam še dve drugi državi predlaga reči, da niste v redu, to ne bomo zdaj gledali, ampak tako zelo zanimivo je v bistvu, kako
se ta individualna svoboda, kar je pač tudi teza tega mojega elementa oziroma te pač raziskave, je pač teza, da se v resnici pač pri Schillerju začne individualni svobodi in ta individualna svoboda preraste v svobodno državo oziroma umetniško državo. Zdaj, tukaj imamo eno stvar. Zdaj, to bom mogoče raje preskočil, da vam preveč ne težim. Zdaj, to Hegelovo državo, pa univerzalno državo, to bom preskočil, ker je zelo kompleksno, ker ima tudi Hegel različne pojme pač te države, ampak recimo, da bi se zdaj osredotočili na to, pač ko Greuss tako zelo spretno, v bistvu konstantno malo meša pojme, da nikoli ne veš čisto dobro, kje si zdaj, kaj zdaj ta NSK država je, ampak reče pa nekaj, kar se mi zdi totalno zanimivo, pa totalno absurdno, reče, da pa seveda to je pač zdaj neka umetniška država, romantična, ampak da deluje pa po principu romantične birokracije. In on ima tudi en cel tekst, ki opisuje, kaj ta romantična birokracija je, ampak on reče, vsak vstop v umetniško državo, se pravi, to romantična birokracija predstavlja v bistvu kot nek sloj v bistvu uradnikov. Uradniki, zdaj to je zdaj ta NSK birokratska država, ti vstopaš v ta sloj in vse, kar delaš ne zato, da bi ti samega sebe realiziral ali pa gorkoli, ampak ti delaš, izpolnjuješ ukaze države oziroma ti delaš konstantno za dobro države. Ne? In to je zdaj njegovo razlaganje NSK države. In on celo reče, da vsi, ki vstopijo v NSK državo, se morajo podrediti ideologiji NSK države v smislu tega, da pač in kuratorji, umetniki in vsi morajo, kaj bi temu rekli, trobati v isti rok, ali kako se reče temu v slovenskem jeziku. In to je se meni zdaj totalno absurdno. Ne? Se pravi, NSK država je glih obratno od tega, kar jaz nekako mislim, da je romantična država, ki se ukvarja s konceptom svobode. Ne? Zdaj, pač njegovo razmerje najbrž koncepta svobode je to, da ti prideš v to državo in si osvobojen odločitve, pa svobode, pa si zaradi tega svoboden, samo meni to čisto dobro ne štima. Ne? In zdaj, zakaj jaz zdaj se ukvarjam s tem? Zakaj moram zdaj jaz, če je že on rekel, da je romantična Greuss, romantična država, zakaj moram jaz zdaj še enkrat se ukvarjati s tem? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je spalil glih ključno točko Boris Greuss, ne? Pa zgodovina napreduje tako, da se malo drug z drugim ukvarjamo, drugače bi vse bilo statično. Ena stvar, ki bi rad na njo opozoril. Zdaj, romantiko, vi tudi, ki imate zgodovino umetnosti, razumete na nek zelo specifičen način. Ne? In vedno, ko pokažem to podobo, kaj Caspar David Friedrich, kaj že, je v bistvu, vsak takoj vidi, to je mislim najlepša koncentracija tega, kar je romantika v splošni predstavi, je v bistvu ta slika. Ker pokažem to svojim študentom, ko jim predavajo, sploh ne rabim več predavati, kaj romantika je, ker mi že so oni vse naštejejo, brez da bi imeli neko res temeljno umetnostno zgodovino. Res, mislim, izvedena slika v nulo, ampak je pa problem v tem, da ta romantika v resnici ni ta romantika, o kateri jaz govorim. Ne? To je zdaj ta ključen problem. Zato, ker jaz govorim o romantiki, pa ker se ukvarjam s tem, izhajam z nekega zelo specifičnega konteksta, ker gre za v bistvu to nemško romantiko, za obdobje pač nemške klasične filozofije, kjer se pojavil en kup nekih obskurnih likov. Ne? Zdaj treba je omeniti Hamana. Haman je nek čist odbit lik, romantik, ki je v bistvu postavil svoj sistem pač na ko ste mu reči, neverovanje oziroma glavbe, to je bil pač spet ta čist odbit tip. Pa imamo pa en kup nekih drugih likov, recimo Jacobi, Fichte, Schiller, Reinhold, Mendelssohn, Spinoza, pa tako naprej. To se pravi, cela ta romantika je nek tak zelo, nemška je zelo nek kompleksen pojem, malo je Kant, malo je ta nek spor v spinozizmu, ki naj bi bil začetek nemške klasične filozofije, pa imamo še en kup teh nekih raznih likov, ne smemo pozabiti Schellinga, ne smemo, kaj je že Schlegel, ne smemo pozabiti Fichte, vsi te neki so nekako vpleteni v ta miselni svet in absolutno romantika, ki se jo gleda iz filozofskega vidika, ni enoznačna, preprosta reč. Se pravi, Isaiah Berlin ima zelo lepo pač knjigo, te izvori romantike, tam se on začne že to malo rezati. To se predpostavlja, da romantika je v resnici pa lahko vidimo, da je veliko bolj kompleksna, kot si mi predstavljamo. Ne? In zdaj, ko jaz govorim o tej romantični interpretaciji v bistvu, ne, iz filozofskega vidika Ohoja in Irvinov izhajam pač iz nekega specifičnega konteksta, ne gre za to, da bi tukaj bilo, seveda so neki elementi še ostajajo, sam pač gre za zelo specifično filozofsko branje skozi pač ta nemški idealizem, oziroma nemško klasično filozofijo, pa pač to nemško romantiko, ki je zelo skoncentrirana pač na par imena, ne, pa vedno so v nekem odnosu refleksije. Ne. In zdaj, koliko imamo še časa? Zdaj bomo mogli počasi končati, nekaj bo 45 minut že.
Ali ne, kdo je šef tukaj? Zdaj, ena stvar, ki bi rad sam na hitro predstavil, je to, pa mogoče taka blasfemična, da ne bom spet šel, ko imam zdaj tukaj še enkrat neke teorije, pa Hegla, pa bla, bla, pa mogoče ni to zdaj pomembno to za nas vse tukaj. Se mi zdi, da je, zakaj je pomemben čas za to pač romantiko nemško? Zakaj? Zato, ker pred kratkim se je izkazalo, da smo v podobni situaciji, kot so bili ljudje v tistem času. Ne? Zakaj? Ker razsvetljenska ideja je bila to, da so vsa pravila racionalno urejena, vse pač bo zdaj funkcioniralo, končno so spravili cel sistem na nek pač razumen, političen sistem, večino neke razumne temelje, pa začnejo se kreirati, se veste, pač nacionalne države, bla, bla. In zdaj se spet podobno nekaj dogaja. Mi imamo neke pač institute, imamo v mednarodnem pravu in tega se več nobene drži. Spet je ta v bistvu koncept, da bomo mi racionalno postavili cel svet in ga bomo pustili ta, kaj je. To pač se je izkazalo s Trumpom pa s temi pač političnimi opcijami, da to več nič ne drži, ne? Da to je samo vse neka, v bistvu neka fasada, ki bi se mogli vsi držati, ampak se več nobene drži in se spet ponovno ta pač občutek visoke človeške racionalnosti, da mi lahko družbo na racionalni način uredimo, se poruši. Ne? In kaj se zgodi v bistvu v tem obdobju romantike? Uradna zgodba je to, da se oni začnejo iz razuma, grejo nazaj na čutno, ampak je stvar že pri Schillerju veliko bolj kompleksna in to, kar sem že prej govoril, se oni konstantno ukvarjajo, kako zdaj najti neko kompleksno relacijo med čutnim in razumnim, ne da bi samo čuti prevedovali, ne? Pa ne da bi prevedoval samo razum. Ne? In tukaj se mi zdi, da je to za umetnost zelo bistvenega pomena, ne? Da ne temelji samo na principu racionalnosti, kar se je razumelo, da je konceptualizem, ali pa na principu senzibilnosti, kar se je razumelo po vsej verjetnosti, da je nek ekspresionizem, kaj jaz vem, zdaj tako malo karikiram, ne? Nekako tlačem v neke, ampak samo to, da si mogoče malo predstavljate. Konstantno se pa ukvarjamo s tem, da v bistvu razumemo dobra umetniška dela, da imajo nek balans, ne, da imajo neko igranje med tem konceptualnim delom in v bistvu upodobitvenim senzualnim. Se pravi, da te senzualno nagovori umetniško delo in da hkrati ti razumno to pač dojemaš. In zdaj moram pa pač, da ne bom šel na neko drugo pač temo, bomo recimo za zaključek zdaj samo pogledali, da vidimo, kaj imamo še tukaj. Imamo tukaj zdaj še NSK državo, jih par lahko vidite. Pa tukaj se mi zdi zanimivo to, ne, ta zajbancija pač ta. Prejšnja fotografija, reprodukcija, to je izrazali, Ma ne vem, to je starejše po malo. Možno se nekaj, da je to država, to so vsi državljani. Ja, tako nekako je to označeno, zdaj ne vem, če je to čisto. Mislim vsi, pač zdaj jih je, ne vem, ful velika, ampak ene toliko jih je, ampak ta se mi zdi zanimiva, ker je taka, koliko so zdaj oni dejansko pač resni, pa to, ne, se zato, ker hočem zdaj samo do tega prijeti, ne. Zdaj dobro, zdaj sem probal pokazati, zelo sem okrog hodil, pa malo sem mogoče vas tudi zmedel, ampak se mi zdi tudi bistveno, da neke mogoče nove koncepte filozofske upeljemo v to, ampak samo to sem hotel povedati čisto preprosto v enem stavku, da v bistvu sem pogruntil, da po vsej verjetnosti pač ta igra Uhojevska izhaja iz iskanja individualne svobode oziroma skozi to igro, nekaj oni, in potem v NSK državi to preraste v bistvu v romantični državi, v tem smislu, več romantičnih držav, ni samo ena, ne me narobe razumeti, preraste to na neko v bistvu kolektivno svobodo, a ne, in to je nekaj, kar sem hotel povedati. Zdaj, eno vprašanje je, a Irvin tudi lahko beremo skozi koncept v bistvu igre, a ne, oziroma NSK, skozi te igro, ki sem prej razlagal. Ne. Jaz zdaj mislim, da ja, zato ker, če ne bi mogel govoriti o romantični državi, zato ker osnova romantične države je glih to, da se pač ljudje tam so svobodni zaradi tega koncepta igre med čutnim in razumnim. Ne. In če pogledamo NSK cel, če ga pogledamo, ima ta element tega noter, da se konstantno izogiba neki v bistvu identifikaciji, neki identiteti. Ne. Vedno, ko jih probamo zagrabati, vedno nam uidejo. Ne. Vsi mislijo, da je to totalitarna neka formacija, ne, pa probamo priti tja, pa se nam to izmakne, ali pa da je čista zajbancija, ki nima veze z resnostjo, pa se nam tudi to vedno izmakne. Tako da se mi je zdel zanimiv ta moment, da bi se potencialno lahko bral Irvin oziroma NSK državo skozi v bistvu prizmo te pač igre, kantovsko-šilerijanske pač igre. In zdaj čisto za zaključek, mogoče jaz upam, da boste imeli še kakšno vprašanje, karkoli me lahko vprašate, če bom lahko odgovoril, bom odgovoril, ampak čisto za zaključek bi sam še to rekel, da v bistvu, če moram odgovoriti zdaj na to zastavljeno vprašanje, ki sem ga na začetku omenil o Grojsu, ne, zdaj, a je ta NSK oziroma res konstruiral zgodovino slovenske avantgarde, bom jaz pač odgovoril, pa mislim, da sem pokazal z raznimi sredstvi, da pač ne.
Niso to pač NSK-jevci izumali in pač ravno to, pač, da hegelijansko, če si res ta prav hegelijanc, tukaj se, mislim, da Grojs razume, da je, ne, bi mogel razumeti, da kaj je po Hegelu razvoj zgodovine, je pač razvoj zgodovine od manj svobode do več svobode. Ne. To je v bistvu cel koncept. In zdaj jaz pač, še ta nek nov nivo je, ki lahko bereš skozi Hegla, to, kar sem zdaj predstavil in probam pokazati, da pride iz individualne svobode, pride do potem pač večje svobode, ki je pač država. No. In to je zdaj to, upam, da vas nisem preveč dolgočasil, pa mislim, da sem bil tudi kar priden glede časovnosti, no, tako da nisem preveč. Tako da hvala lepa za to. Ja. Zaključek, ne, vprašanja in pa naprej diskusije. Mogoče čisto tako, mislim, da si jih probal kodizirati, pa bi Luka tukaj, ker je zanimiv umetnik, filozof, zbiratelj arhiva, v zadnjem času se ukvarja s tem vprašanjem, kot pa na zvezi pred kratkim, to omenjam, je rekel, da ima neko, je tudi prisotni tukaj, recimo ni umetnosti zgodovine, da ima neko, kako rekel, radikalno, provokativno tezo glede tega, ki ni welcome v Ljubljani. Zdaj, vi ste mladi študentje, umetniki, bodoči, obstajajo seveda sile v umetnosti, zgodovini in v umetnosti politiki. Ne, in med temi silami, ki se dogajajo, je pač nekako, Luka mi dal vedeti, da o tem ne smem v Ljubljani govoriti. Je bilo zelo provokativno, ne? Pa da sem jo takoj pričakoval sam. Sicer mislim, da si zelo kondiziral eno vprašanje, zdaj ne gre za umetnostno-zgodovinski pogled, ne, definitivno, za neko drugo interpretacijo. Jaz vsem nisem vsega sledil. Zdaj, mogoče, prvič, kar je zanimivo, je to, NSK država je dejansko Irving projekt, ne? Ja, pa Lajba, recimo, ja. Ja, mislim, da je to bil njihov projekt. Mislim, da je to projekt na tej... Ambasada Moskva na tej. Kaj? Ambasada Moskva na tej. Ja, mislim, da je to njihov projekt. Mislim, da je zanimivo, ko se govoril, jaz ne poznam, se zdaj spomnim tega manifesta, ampak kar je zanimivo v njihovi državi je to, da se je promovirala preko tega ambasad oziroma preko teh izpostavljenih, ja. Spotov, kaj so že to. Ja, to se je promovirala. Zanimivost te države je to, da je seveda brez teritorija pa brez mej. To je edina država, to je umetniška država, ki nima teritorija, nima tu zemlja in nima torej tudi mej, ki je konceptualna, je država pač ljudej in to. Sicer po tistega prav momenta Kosove, da jaz nisem razumel, ko se ga spostavil pa tudi tale citat, ki je seveda zanimiv. Kosove je v pismo v Bevšku. Ne, Černigorje. Ja, Černigorje. Ja, ta, ja. Ok. To je zdaj eno pismo. Ja, to sem nekje najdel, zato ne vem, kjera letnica, ker sem najdel v nekem časopisu. Ampak se mi zdel, mislim, kaj sem hotel povedati, tukaj, mogoče sem to pozabil povedati, zakaj mi je to zanimivo. Zakaj v bistvu, če avantgardi posameznika hitro napadijo pa izključijo, zakaj se kar naenkrat pride do tega zavedanja, da se morajo družiti v skupine, ne? Ni samo, po mojem mnenju, ni samo ta moment tega skupine, ne, kot koncepta, ni samo to, da ti v bistvu nekako avtorstvo pa to preizprašuješ, ampak je tudi koncept tega, da če imaš zelo radikalne ideje, jih moraš povezati v moraš imeti več somišljenikov, ne, da v bistvu si malo bolj odporen na družbene napade, no. To se mi zdi, da si nisi usamljen, ker te začetni avantgardisti so bili usamljeni, ne, v bistvu. Oni so se med sabo poznali, ampak tu niso komunicirali, spet toliko veliko, usamljeni so bili in zaradi tega so bili zelo, v bistvu, hitro si jih lahko napadel in izključil iz družbe, no. Zaradi tega sem hotel to povedati, pa še zdaj se mi zdi, da ta citat bi lahko napisal še danes nekdo v Ljubljani, pa bi ga postal okrog, no. To pa malo tako provokativno. Tako, če se lahko malo pohecam, no. Ampak nočem pa jih, ful dober je, vprosti, ker sem sam to hočem povedati, to se mi zdi zelo bistveno, da poudarim. Tukaj jaz, ker sem rekel to, da v Ljubljani ne smem tega, da ne smem, da pač me ne bi noben... Ja,
Jaz se tukaj ne identificiram z nobeno žrtvijo. Ne. Jaz pač tukaj, zato ker sem zdaj zelo pod vplivom tega nekega predavanja od Aleša Bunte, ki ima pač tega Nietzscheja, ne, in reče Nietzsche, da je pač zmagala morala pač šibkih, ne, ki se v bistvu predstavljajo kot žrtve, in to absolutno nočem jaz biti. Jaz sem zelo pod vplivom tega, samo hočem povedati, da v Sloveniji, če lahko to odprem, ne, v Sloveniji je pač neka bila stalna interpretacija pač Ohoja, ki se organizira okrog v bistvu Marka Pogačnika, ker je bil on v bistvu edini prisoten v slovenskem prostoru, a ne. In kdorkoli je raziskoval Ohoje, je vedno šel do Marka Pogačnika in je tam dobil vse informacije, a ne. Zdaj, David Nes pa Milenko Matanovič sta pa v bistvu živela v Ameriki, ne. In jaz, ko sem začel delati to, pač ta arhiv sem zaštartil pri njima, ne. Sem pol šel šele čisto na koncu do Marka Pogačnika, zato sem šel iz druge smeri v Oho, a ne. In zdaj, neka stvar, ki je to, da v bistvu Marko Pogačnik zelo zagovarja pač ta reizem koncept reizma izhaja v bistvu iz zgodnjih del Marka Pogačnika, ki je delal na faksu, ne, te flaše, ne, to je v bistvu bil reizem. Zdaj, oni so imeli pa nek drug pristop, ne, recimo Matanovič Nes, ne, in zdaj, kaj jaz hočem narediti, jaz ne rečem, da to ni v redu, ampak pa da bi Oho mogel imeti eno ideologijo ali pa eno branje, ampak hočem dati še drugim malo glasu, ne, da v bistvu vidimo, kako zdaj to skupaj paše, in ta pač tekst sem tudi kar dosti preveril pri Ohojevcih, ne, in tukaj sem v bistvu ta Edvin del, sem se veliko z Borutom Vogelnikom pogovarjal, pa z Miranom Moharjem, se pravi, ta tekst, to teorijo testiram konstantno z umetniki, ker se mi zdi, da je to edini čas, ker to še lahko delam, ker so ljudje še živi, a ne. Kaj boš pisal zdaj teorijo sam nekaj v svoji sobi, če lahko direktno na to, da nam zdaj preveč komplicirano. Jaz bom vseeno še nekaj nagovoril na to, da sem verjetno v tej sobi najstarejši. Pa ne bo bil, da sem najpomembnejši. Ene stvari sem doživel, kako bi rekel, v živo, ne, na lastnem koži, na lastnih telesu, ki jih je Luka predstavljal, ki jih on v bistvu zdaj odkrival preko arhivov. Skratka, jaz sem Irvine oziroma, recimo Dušana Mariča sem spoznal, predtem bil v Irvini. Spoznal sem Dejana Kneza, pa Uranja, pa Srda Lajbah, oziroma predtem bo to spoštoval. Zanimivo je to, no, da vsaka, kako naj temu rečem, ima polno ozadij in polno povezavo. Zdaj, mogoče glede na to, da smo na akademiji, večina teh ljudi, ki so bili danes omenjeni, no, razen Srda Lajbaha, ne, pa Živadinova, ne, ampak so bili povezani z akademijo, s tem prostorom. So tukaj študirali, no, ti umetniki, oziroma to so bili študenti, in Ohojevci, ne, in Irvinovci so bili tukaj študenti. Kaj pa hočem povedati? Mogoče to, da je ta projekt svojim, to smo mi takrat doživljali kot zelo prepotentni projekt. To, da so v Irvini čisto na svojem začetku, oni so skozi bili neki politiki, manipulanti, da so oni že tako na svojem začetku, preden so sploh bili karkoli, Irvini so naredili ta projekt, gremo mi k Ohoju, ne, mi smo Oho, oziroma svoji, mi smo tako pomembni kot Oho. In to je bila zelo velika prepotenca, jaz sem sicer bil, zadnjič sem na tistem performansu v Mali galeriji povedal, da sem bil Škucov, no, zato, ker se bom počasi osvobodil teh okov dekanstva, no. Ampak jaz sem bil Škucovc, ne, ampak jeza do Irvi, no, govorim o tem, kako je, tudi zaradi tega zanimljivega citata, ki je tukaj. Jeza do Irvinov je bila ogromna, posebej na sceni, na sceni, med temi umetniki, ne, kot naši. Pa počasi, ko so pa zasedali vse pozicije NSK-jice, so počasi zasedali vse ključne pozicije in položaje, na koncu so zasedli še moderno galerijo, no, če tako se izrazim, okupirali moderno galerijo s svojim vplivom. Skratka, bila je veliko razburjanje na sceni, ker so umetniki iz Okurne,
ki so bili že pač modernisti, postmodernisti, ne, pravzaprav je bilo zelo negativno nasprotovanje Irvinu in recimo ta razstava, ki je bila Kapital, razstava v Ekurni je bila tudi takrat šokantna, kako so Irvini zasedli Ekurno, ki je v bistvu Ekurna je bila najprej društvo umetnikov, potem se je privatizirala, ne? Imaš Brej, ta Brej se je privatizirala, ta prostor, takrat je spustila Irvine noter. No, takrat, ko so bili Irvini noter, je pa bil totalni kolaps teh umetnikov, se nekaj zdaj pa mi več hočemo imeti nad Ekurno. Mogoče posam še en moment. Se to je mogoče tudi pomeni, da so imajo veze z avantgardo, če se pogledam, da so sovraženi, imajo veze z avantgardo, ne? Če se malo vstopamo v bran, je skaj. Še en moment, ne vem, če ti to veš, oziroma, če si iz arhiva. Prvi koncert Lajbachov je bil na Novem Roku, ampak je bil na festivalu Rock v opoziciji. Rock in Opposition je bil ena glasbena zbrt, pa še Rock v opoziciji, je bil en festival v Križankih, takrat sem je slišal, mislim, da to bilo leta 1978-1979, Lajbache, ki so bili, v bistvu niso bili ta liberalizem, ne, stari, ampak so bili, v bistvu so bili noise band, bili so noise band, ki so bili ta totalitarizem in to, ne, kar so pol razvili, oziroma to. Mogoče en pomembno moment, da te potem pa tudi zato, ker je tle omenjena Ljubljana in pripad, seveda so Lajbach, ki so izpravovali, Blavor Mladič je tukaj, Rogan in takoj, ampak ključne, po mojem, te zadeve glede citata, ne, glede kopije, so pa je bil Dejan Knez v času, ko je bil vojak, ko je bil v vojski, v Belgradu, ko se je srečil z Goran Đorđević. Zdaj ne vem, to je moja teza, mislim, to ni moja teza, a to še zdrži ta teza? Veš kako, to ti težko povem, zato ker jaz v bistvu dejansko nisem, jaz sem zdaj delal pač ta OHO arhiv, ne. In za OHO lahko marsikaj povem, pa dejansko imam pač neke dokaze, stvari, recimo to, kar sem prej omenil, so stvari, ki so se prej govorile, ne, zdaj pa sem jih pač jaz najdel pač v arhivih, pa materialno so pač zdaj dokazane, za NSK oziroma za Irvine pa to nikoli nisem delal, ne. Irvini imajo ogromen materiala in mogoče bom to delal v prihodnosti, bom videl, ampak to je povezano tudi zelo z ekonomijo, ne. Za OHO sem imel ekonomijo, za Irvine pa pač še nimam te ekonomije, da bi šel dejansko, da bi lahko pogledal te stvari, ne. Tako da jaz ne moram odgovoriti na ta vprašanja, v bistvu bom isto samo reproduciral neko pač izpoved, ne, ki se pač govori, nimam nobenih materialnih dokazov, če me razumete, oziroma če me razumeš, nimam materialnih dokazov, da bi lahko karkoli dokazoval okrog Irvinov, razen to, kar mi oni povejo, ne, ker se z njimi pogovarjam, ali pa to, kar je v knjigah, ne, že artikuliran, tako da za to ne vem, pojma nimam. Nisem delal nikoli, nisem se z Irvin arhivom še ukvarjal, no, tako. Tako da ta del je v bistvu bolj, kot ne, osnovan na neki pač že interpretaciji, ker pomembno se mi zdi za Irvin, oziroma za NSK, se mi zelo pomembno zdi, da so tudi oni ne samo to, oni spadajo v ta sklop, ko sem rekel, samo historizacija, ne, ampak oni so razumeli tudi to, da je treba organizirati svojo teorijo, ne, se pravi, da ti moraš v bistvu tako zelo, to je zelo zanimiv koncept, ti moraš v bistvu odpirati prostor. Kdo še pokaže to retroavantgardo, ne? To je tisto, ja. To je v bistvu to, ne, kako oni sebe zgodovinijo. Ja, točno to, ja. Kako oni sami sebe zgodovinijo, ne, da nekaj so zgodovinijo, ampak to je to, ne, se več verzi tega. Ja, ampak to je zelo, meni se to zdi, da je to zelo osobojoča, mislim, da je to pozicija, ki v bistvu nekako oni morajo v tistem času zavzeti. In če oni ne bi zavzeli to pozicijo, ne, se pravi, spet sprememba časa, ne, spet tam se začnejo te stvari dogajati, ko pride do teh radikalnih družbenih sprememb. Zato se mi zdi ta Hobsbawm še kar zelo aktualen, ne. Ker oni pol ne samo to naredijo, ampak še danes so v mednarodnem kontekstu znani po tem, da so prvi izdali zgodovino centralne pa vzhodne Evrope, ta East Arc Map, ne. In to se zdaj, to ni, to lahko rečemo, ja, to je nek projekt, ampak to je ful pomemben dokument v smislu, koliko ljudi se s tem identificira. Če greš na Slovaško, če greš na Češko, če greš na Poljsko, kamorkoli greš, v bistvu vsi poznajo to knjigo in ljudje, ki se s tem ukvarjajo, rečejo, to je bil ključni moment, v bistvu oni so prebili let, ne, s tem, zelo pomemben let, da se lahko danes še pogovarjamo o neki sceni, v bistvu umetniški tega desnega koridorja, ne, ki smo ga prej videli v Moderni galeriji, zato ker so imeli v večino državah so imeli dosti podobne zgodbe, ne, umetniki.
In tako se mi zdi, da oni so zelo veliko prostora zauzeli, to je pač logično, ampak je pa stvar tudi tega, da oni so v bistvu prvi začeli nek koncept, ki se meni zdi strašno zanimiv, je ta koncept tega, da lahko je tudi lokalni kontekst mednarodno pomemben. No. To se mi pa zdi, da je bila zelo radikalna v bistvu poteza in teza, ki so se držali. Zato, ker seveda je pretencioznost, če ti poveš z Ohojem, ker Ohoj je bil v MOMI že leta 70, ne? Na Information Show. Ampak fora je v tem, da oni tega ne opustijo, tega koncepta, ampak oni tudi razumejo, Ohoj pač niso, Ohoj je bil poznan, pa bil pa pozabljen. Ne? In oni so razumeli to, da oni rabijo v bistvu neke frende oziroma družabnike, neke točke, na katere se bojo naslonili, da bojo v bistvu pokazali, da so oni del neke zgodovine, ker ta zgodovina je totalno razpadala, noben je o tem govoril, ni bilo neke resne teorije okrog tega, deloma je bila, ampak se pravi, samo historizacija je v smislu tega, da je treba se v bistvu na neki nasloniti, da lahko mi sploh stojimo sami na sebi. Se pravi, moraš imeti neka tla in zgodovina za njih so ta tla, na katerih potem lahko narediš več štukov potem, ne. No, to sem hočem povedati, da tukaj stvar je v bistvu zelo veliko potezna, z neko zelo veliko imaginacijo, ne. Če bi se oni ukvarjali samo z realnimi možnostmi tega prostora, ne bi prišli daleč, ne. Hitro bi jih navezali na novo podobo ali pa bi jih razumeli samo kot slikarje, ne. In zato so oni v bistvu vzeli kot svoje, kar so hoteli pokazati, čeprav mi delamo slike, mi ne izhajamo iz te tradicije levega koridorja, ampak izhajamo iz tradicije desnega koridorja. To je bilo za njih zelo pomemben akt tega, da se samo umestitve v novo nastajajoči zgodovini. Ne? Tako kot nek tak premislek. Zdaj se tudi povzel. Samo še to, v bistvu je zanimivo, provokativno, ker je ta svoj da projekt je, to so šokirane slike, ne? Ja. Ohoj ni imel nič šokirane slike, on je ravno tisti, ki je to zanikal. Ja. Zdaj so te šokirane slike, kot je povedal, prej Luka, nekdo jih je dal na zrak, na avto, nekdo jih je potopil v vodo, nekdo jih je, mislim, da je v Savski iz okna. Ja, mislim, ampak je. Spet je bilo ena taka, v bistvu, koliko je ena taka trapasta zadeva, ne, z Irvini, mislim, Irvini grejo svojih svojim k Ohoju tam z štatelanimi slikami, pa volje. Ja, to je zabavno. Taka provokacija, ne. Ja, v bistvu to je zelo zabavno. Ne. To je v bistvu to je neka zgodovina, se noče zdaj preveč težiti, ampak zgodovina konceptualizma je zelo, tako kot so bili romantiki razočarani nad razsvetljenstvom, pa celo to pač obdobje, so v bistvu ta v 90-ih, 80-90 so razočarani nad iztekom konceptualizma. Ne. Konceptualizem je res pripeljal neke nove pristope k umetnosti, ampak je zelo hitro vstopil na trg in to v bistvu vse pol v bistvu zadane zelo močno. In to so ljudje, jaz poznam ljudi, kuratorji, ki se še zdaj s tem ukvarjajo, kako zdaj ti to konceptualno dediščino sploh predstaviti. Ne. Ti lahko predstavljaš skozi dokumente, ampak kako je pa predstavljaš, da je živa. Ne? In to je recimo ta Pierre Blanc se s tem ukvarja, ker sem to delal zdaj z njim intervju, ker on verjame in to je zelo filozofska drža. Ti konceptualizma ne moreš skozi objekte predstavljati. Konceptualizem lahko predstavljaš samo skozi akt, reenactment. Ne? Oziroma reenactment nečesa. Ne? In recimo on je specializiran za to, za performance, ne, razstave performancev, ker on v bistvu, zdaj, ki je delal to v Parade Tokio, ko sem tudi jaz mu pomagal glede Ohoja, je on v bistvu celo razstavo tako organiziral, to je zelo zanimivo, no? To je spet bilo eno predavanje posebej za to, ampak on naredi razstavo tako, da naredi interpretacijo oziroma predstavitev recimo zgodovine performansa centralne pa vzhodne Evrope plus pač ta Pariz pa te oziroma francoska scena, naredi s tem, da se dejansko stvari dogajajo, ne? Da dejansko gledaš performance, ni dokumentov, ni objektov, ker to je bila ta poanta. In kaj se zgodi, v bistvu konceptuala hitro vstop na trg, cene zrastejo in Irvin jaz mislim, da je nek zelo zanimiv, provokativen odziv na konceptualizem, ne? Zdaj, ker oni stavijo pa na najbolj klasično element, ne? Tržni element slika, najbolj prodajena, mislim, da v umetnosti se že zdaj nekih 80% vseh umetnin, ki se prodajo na svetu, so slike, ne?
Oni na to stavijo, ne, govorijo pa hkrati, mi smo izhajamo iz konceptualne tradicije oziroma rečemo iz avantgardne konceptualne tradicije in to je ful spet to, kar rečemo v tem igranju. Ne. Spet smo v nekem polju, ker moramo mi razmišljati namesto njih, ne, se oni že imajo svoje pozicije, ampak mi moramo, in zaradi tega je Irvin toliko zanimiv, ker se skozi izogiba, tako kot govorim s tem, ne, racionalno pa čutno, lahko apliciramo samo na ta A pa B, lahko apliciramo konceptualizem pa tradicionalno slikarstvo in zdaj se moramo mi tukaj nekje vmes nahajamo. Niti ni tradicionalno slikarstvo, ne, niti ni neko novo slikarstvo, niti ni v skrajnem pomenu besede konceptualizem, ampak se nahaja nekje vmes in skozi se poigrava s tem. Ikonah tudi, ja, seveda, ja. Tako da to je recimo neka možnost. No. Zdaj, kar bi mene zanimalo, če ima kdo kakšno refleksijo, ker to je ta predavanja, bom še imel, pa če ima kdo kaj za pripomniti, jaz se želim, da mi kdo kaj pripomne, ali je mogoče preveč tega filozofskega dela, pa bi koga drugega bolj kaj drugega zanimalo. Čisto taka neka refleksija, tukaj morate delati poročila za profesorje, lahko tudi že tako imate možnost, da zdaj izraste svojo pozicijo, kritiko oziroma pohvalo moje prezentacije, ker mi bo to vnaprej pomagalo, da bom lahko v bistvu to izboljšal, kar delam. Ne? Ja. Hartman, evo, ne se skecam. Tako da ja, glej, če ne pa zaključimo, ako hočemo, kar prosim. Super, odlično se mi zdi, in pa zelo zanimalo, začel videti tako romantičnosti države, če mogoče lahko to malo bolj razdelati, vidimo ne samo biti razočarani. Ne mislim, da so se zastavili, če ni predolgo. Ne, ni predolgo. Ne, jaz to vidim, ne vidim, to je fora, ne vidim romantičnosti v tej državi, ampak vidim filozofijo romantike, to je neka stvar. Je pa to, da v bistvu se hočem povedati, zakaj zdaj ta koncept svobode, a ne? Zdaj tudi, ali to se aplicira na Irvine, tudi lahko ali ne. Zato je zanimivo, da lahko ta koncept, ki ga jaz zdaj tukaj pri Schillerju vam potegnem, ne, se bi dal na mnogo tega drugega umetnika aplicirati, ne? Ampak zdaj, če lahko govorimo v strogem pomenu besede o romantični državi po Schillerju, je pogoj za to, da obstaja ta romantična država, v bistvu ta igra, ne? Ta v bistvu play drive. Ne? In zdaj, jaz mislim, da je Irvin in cela država je organizirana okrog tega, v bistvu okrog te igre. Ne? Okrog tega, da v bistvu gre za neko sintezo oziroma neko preizpraševanje, igranje med tema dvema v bistvu radikalnima točkama, kako hočemo skozi umetnost noter tlačiti. Ne? Ali gre za konceptualizem, ali gre za slikarstvo, ki izraža nekaj skozi čutno. Ne? Ali je to zdaj konceptualna slika, mogoče, ne vem, ne? Ampak vemo pa še, da se organizirajo še okrog tega dogodki, da so performerji tudi, ne, visijo iz stropa, gledajo svoje slike, organizirajo. In zdaj, kar hočem povedati, možno branje te romantične države po Schillerju kot NSK države je to, da v bistvu oni vzpostavijo nek okvir oziroma neko možnost za to, da ljudje lahko se tam igrajo v tem smislu, pač schillerijanskem smislu, da ne prevzemajo ene identitete, ne rabijo se s tem totalno, ker tudi vprašanje identifikacije, ne? Ker zdaj Mendato mi Borut Vogelnik razlagal, da je zdaj nekdo napisal tekst, ki je kritika Žižka, ne? In Žižek je v bistvu NSK dal v to pač nad identifikacijo, jaz to še nisem bral, moram zdaj prebrati hitro, ker drugače ne mogo več o tem, kaj dosti govoriti, ne? Nad identifikacijo in zdaj Žižek je skozi govoril, da oni sami sebe bolj resno jemljajo, kot se jemlje oblast. Ne? In zdaj to je ta identifikacija in to je za neka stvar, ki je bila kar dosti časa v bistvu veljala za NSK oziroma za Laibach, predvsem, ki je to opisal, in da skozi to izkaja njihova subverzivnost, da se bolj resno jemlje. Zdaj pa možnost pa je, da to, kar reče spet Žižek, da to čisto ne drži, a ne? Da v resnici pa ta stvar ne gre za prekomerno identifikacijo, ampak da gre za neko premikanje, vertikalno premikanje od ene možnosti do druge. Ne? Se pravi, da ne gre za to, da se nekdo tako hierarhično, če imamo postavljeno, ne, imaš tukaj oblast in ti greš še nad oblast in da se identificiraš z oblastjo in si še za oblast čuden. Ne? Ta v bistvu koncept kantovsko-schillerijanski te igre je pa v bistvu veliko bolj horizontalen, v bistvu to, kar je bilo prej vertikalno, razumno pa čutno, ne, v bistvu postavil v horizontalno strukturo in zdaj te dva kar naenkrat koncepta sta enakovredna in moraš ti zdaj z njima nekako delati v life. No, tako. Če sem kaj odgovoril. In ta država umetniška temelji na temu. No, tako, ja.
A sem odgovoril, ali sem... Mislila sem, da imate mogoče v mislih še kakšne druge razsežnosti tega. Ne še. Se je omenil. Ja, ne še, ja. Zdaj tudi za vse šli, ajde povej. Mislim, da začel s Irving, sem mišljeno. Veš, da je že to me zdaj dubo, zato ker ti ne znam čisto povedati, ampak mislim, da se je NSK tam okrog leta 90 v bistvu vzpostavil, a? Kot država, ne? Se kasneje. Ja. Mislim, da se kasneje, no. Mislim, da se je tam okrog osamosvojitve. Mislim, ena izmed možnih interpretacij tega je tudi, če se jaz prav spomnim, mogu pogledati, zdaj, ko če o tem govorim, nisem pogledal, priznam, sem druge strani pogledal, ampak mislim, da je glih to neko, da se oni odzovejo, ali pa že predhodno odzovejo na to, a pa se že prej organizirajo kot NSK, samo ne vem, če je bila NSK država, ne? Ker recimo, kdaj je tista akcija plakati je bila kdaj, to je bilo kaj, 87, kaj je bilo to, ne vem. Ja, recimo, pa že takrat recimo imaš to, a veš, novi kolektivizem, ki je v bistvu povezan z Irvini, pol imaš vse se skipijo nas, se pravi, obstaja že neki ekosistem, sam mislim, da ga prav tako kot, mislim, ta projekt, mislim, to hočem povedati, najbrž NSK obstaja že prej, pa mislim, da je celo problemi so, ne, ker so v bistvu NSK problemi, ne, punk unija, se že oni so bili že, ne, punk, oni so bili nekaj. Ja, že tudi luciral, jaz mislim, zgodovina, to sem ne pogovarjal s tem, mislim, da je to bilo NSK države, da je bilo to 94-95. A si to vprašal, ne? Ne, to ni danes stvar. Ja, sorry. Ne, mislim to pač, posli se začnejo nekem izjavno, da bi konca zgodovina, nekem posli-ideološki globalno sistemu. Mislim, glavno vprašanje, ki ga imeli, je to, ja, ali bila to neka definirana ideologija v tem projektu, da pač to, mislim, kot država, ja, razumem. To bih mogel vprašati. Ni več vprašljiv, pač, kot je sistem. In glede na to, da se sklicuje to na to rusko zgodovino, konstruktivizma in vse revolucionarnih ideologij, specifično za konstruktivizem, ki so to navezani na ideje ruske revolucije, to. A so to ideje, ki so v bistvu, katerih ostri rodovi so zrušeni, s tem, ko postanejo institucije, s tem, ko postane NSK država v post-ideološkem okolju? To je zelo dobro vprašanje. V bistvu ne znam čisto direktno na njega odgovoriti. V bistvu jaz tako mislim, zdaj to se bo zelo čuden slišal, ampak jaz mislim, da poanta, zakaj se bomo mi pogovarjali o Hoju, pa zakaj se bomo mi pogovarjali še... Ja. Zanima me za vas, ko te konstruktivistični elementi v delih igra, pač v kontekstu NSK, direktno prenašenje. So to parodija Vasič. Ali je tle ponavljanje z nekim namenom, ne ločevanja, ampak neka stvar, ki misli zanika pomembnost te referenčne točke, ali je to ponavljanje, ki ponovno obuja te ideje. Tle me pa zanima, je ta konkretna ideologija, ki ga je izpeljana iz teh idej ruske revolucije, ki so navezane v konstruktivizmu, ali bo to pač, po rodovi tega združenih literata pač ne direktna parodija, pač to neka stvar, ki ne prevzame zdaj teh idej. Jaz mislim, da so pač različne interpretacije, da tudi sami bi različno odgovorili. Zato pač jaz lahko rečem edino tako. Ja, kako naj na to odgovorim? Jaz mislim, da oni v resnici, ta neka dobra teza je avantgarda nikoli ne gleda nazaj, to je ena stvar. Ne? To je interpretacija Boruta Vogelnika. Avantgarda ne gleda nazaj, avantgarda gleda naprej. Ne? In zdaj ti ne moreš, je že sam paradoks, kako bi lahko ti NSK utemeljil na avantgardističnih principih, če se pa NSK obrača nazaj, naprimer. To je čisto nek ontološki moment, ker recimo samo ena izmed možnosti, da oni sebe ne razumejo kot avantgardo, ker se imenujejo resno. Ja, se to je zelo kompleksno. Ja, so nasledniki Hoja.
Ja, vse to je kompleksno. Ne? Oni so zdaj nasledniki Ohoja, samo so oni zdaj avantgarda ali niso več, a so pa že, kako se rekel, ne, v nekem času posthistoricizma, ki v bistvu ven nekako štrlijo. A veš, to ti ne znam odgovoriti, to je zelo dobro vprašanje, ne vem. Pojma nimam. Po mojem, jaz tukaj mislim, da pa tako bomo odgovorili, zakaj je ta država zanimiva, ker niso oni prvi, ki so naredili to državo. Ta države obstajajo, to je ful teh konceptov, ampak zakaj so zanimivi? Po mojem so bili iz tega vidika zanimivi, ker so oni v bistvu, jaz to vse razumem in to mislim, noben še ni tako naredil razstave, ali pa je, pa jaz ne vem, da bi recimo gledal, kaj je od konceptualizma pri NSK oziroma pri Irvinih ostalo. Kaj je teh efemernih praks, nematerialnih praks. In jaz mislim, da v bistvu je nematerialna praksa kot taka v pravem pomenu konceptualizma je v bistvu NSK država. Ker je v bistvu nek happening, nek dogodek, ki traja. Ne? Iz tega vidika se mi to zdi zanimivo. Zdaj, da bi ga pa vključil v ta ker pri njih je tudi to problem. Zdaj, recimo, če boš govoril s Savskim, on je rekel, mislim, jaz sem ful bral postmodernizem, pa to mi je čist sedel, pa ful dobro. Če boš vprašal Borota, bo rekel, da ne. Če boš govoril z Miranom, bo spet rekel drugače. A veš, tukaj je, se pravim, to je ta kompleksnost tega, da ti ne moremo odgovoriti, tega, ker isto kot pri Ohoju imaš to kompleksnost, da v bistvu oni že, kad proizvajajo dela, jih proizvajajo na način, da nimajo možne ene interpretacije. Ne? Mislim, država, to je, ne vem, ali je specifično napisana manifest. Mislim, da ni. Oni imajo ta projekt, po mojem so pravila za vstop v državo, mislim, ne sem robe rekel, ni pravila za vstop v državo, to je fora, ti imaš nek protokol za vstop v državo, a ne? Pa v bistvu oni to državo, so pač neki akti bili takrat sprejeti, ti pa so dokumenti, po mojem, tako kot zdaj tako ga čisto konstruiram, čisto pojma nijem, če je to tako, ampak je najbrž je. Takrat, ko v bistvu oni NSK državo predajo NSK državljanom. In takrat sigurno so se neki akti vzpostavili, kako zdaj to narediti, a ne, kaj zdaj to pomeni. Tako da to sigurno je nekako pač bilo popisan, zdaj predstavljam si, da bi bilo pa mogoče kakšen ustanovitveni akt, ki je pa tudi vprašanje, če ni vezan samo na, ker NSK je društvo tudi, a ne. Zdaj to iz tega, ne vem, mislim, kompleksno je najbrž to, spet bi mogel se ful s tem ukvarjati, da bi to lahko razdelal, ne. Ampak pride pa v nekem ključnem momentu, ne. Družbene spremembe, ker oni tudi, ko grejo na bienale, oni ne grejo na bienale kot slovenski umetniki, ampak oni rečejo, da so lahko gostujoča država, da je Slovenija povabila NSK državo v ta paviljon in to se mi zdi, tako te momenti se mi zdijo zelo zanimivi, no. Da oni se držijo tega, da v bistvu mi ne reprezentiramo, spet kompleksnost, mi ne reprezentiramo, nismo nacionalni umetniki, hkrati se pa skozi ukvarjajo z nacionalno umetnostjo, no, mislim. Že sam to skozi pove, da ti ne moreš jih zagrabati zdaj po neki definiciji, ne. Skozi neke paradokse, v paradoksih, ne, komunicirajo, ne vem, no. Ali to, ali pa so, niso kontradikcije, paradoksi so, no, v bistvu, ja. Tudi iz informacija, obstajajo anekdote, da je ta potni list deloval, da dejansko pomagal nekim ljudem, Nigerijcem, da so res potovali čez mejo. Ja. To se bi bilo konceptih, pa da je to uporabil, da so šli čez mejo. In zdaj, če smo zelo radikalni, lahko rečemo, da tisti, ki je uporabljal potni list za potovanje, je v bistvu bil že performer. Mislim, tukaj so ful nekih elementov, ne. Ti v bistvu rataš, ko greš nekam s tem potnim listom, ne, si v bistvu ratal performer, ne. To se mi zdi, da tukaj pri NSK-ju celem, da je mogoče to malo zapostavljena, ta neka interpretacija tega, kakšna je sploh njihova konceptualna dediščina, ne. Zdaj se mi ne strinjava, moje mnenje je to, da je rojstvo države NSK se zgodilo v Trboveljah. Ne v Italiji, z Irvini. A še kaj tazga, mogoče kakšno vprašanje, komentar ali pa refleksija? Dobro, hvala, upam, da je bilo v redu.